Ti da pa počas caj, idemo šle travanke malo česat, s tem kampelom, s česalom od Gorenca. Pa smo lih par Gorenca, pridem še jaz tole uporabljati, pa če bi šlo mi te prvo gledati, kako to on sploh naredi. Jaz telefon vam potegnil pa poklical desca. Halo, kajde Gorenc, no? Ti dajmo povej, ko če bi zdaj do tebe prišel pogledati, ali česal, kako ti tole narediš. Pa kakšno imaš to fabriko, pa kje divaš, je to en moskedna, je to svinaka, je to rangdalavanca, ali kakšne imaš stroje pa to. Pridem, kuj boš malo razkazal. No evo, dala smo pa tlela na Brnk, par Gorenca. Če bi Igor kaj pokazal, kako proizvodna diva, kako laufa, kakšne imajo kaj stroje. Ta Blaharenc. Se nekaj ima že zunaj postavljenih. Živ! Dobrodošli, pozdravljam. Jaz sem pa prišel pogledat, kje vi česala divate. Malo me zanima, kako pride od nule pa do izdelka. No, lepo. Mislim, da najboljše, da začnemo kar pri glavi, tako da greva kar naprej do direktorja. Pa bo on mojš povedal. Je živ? Živijo, Klemen. Kaj da Igor, boš kaj pokazal pa še ostalim, kako tvoja proizvodna kaj laufa? Ja, evo, to je prav naslov. Lahko gremo pogledat, a bomo posneli, boš pokazal. Ja, dej, pa kar pojmo, kar še ne čakal. Evo, kar gremo. Pozdravljena možakarja. Živijo. A tlela se pa riše? Evo, tle imamo pa del konstrukcije. Rišemo, konstruiramo, iz ideje pridejo z prodaje ali pa iz različnih glav. Naš konstrukterji pa oblikujejo, skupno zasnujemo izdelek. Zrišemo z nule, vse komplet, sama konstrukcija je približno prilagojena naši tehnologiji v proizvodnji. Pač zrisan je res vsak detajl, od verige, vijakov, raznih zatikov do čista zadnjega elementa. Ti vidim, ki je firma že 50 let stara, ko pa ste to pred 50 letom delali, ker še ni bilo tog računalnika pa tega. Ja, to včasih je res vse v glavah, pa se je začel malo na papirje risati, tle so še en star načrt od kultivatorjev, to je bo na koledar, na škatle narisan, ampak iz tega naprej se je pa razvil boljše risbe, pa naprej pa tam že leta 2000 smo šli pa na računalnik, na CAD sistem. Da jih greva pa pogledati, kako tisto ploščico majstre sprogramirajo za laser, da to odreže. Evo, tle so pa programerji, tehnologa za laserski razrez. Jure recimo pripravlja, zdaj začesal. Mi tle dobimo komade, ki jih je prej Aleš naredil. Tle pa bi se zdaj gor dajemo na plato, da bi šlo poj naprej na laserski razrez. To smo videli. A da pa na laser? Ja, pogledati, če se je kaj izrezal. Pojmo, da vidimo, kaj to diva. Evo, da vidimo, nekaj je odrezal. Komada so, tole konkretno je ročica za česavjamo, pa je še srečal. Tako da robovi so zelo ostri, lukne, natančne, za šraufe, za sornike, se pravi, če ni potrebna ena hujša obdelava, je to povsem natančno. A takole debelino to reže laser? Ja, v bistvu to je 2 cm, ta laser je res ima prednost, da je debele hitrejše reže pa natančnejše. 2 cm odrežeš, ni treba nobene dodatne obdelave. Tako da je takoj končan izdelek. Za tanke je pa ta drug Hamada laser, ki je precej hitrejši, pa veliko hitrejši pa natančnejše dela na tankih pločevinah. In koliko pa tole pa je takole debelino, to je dosti slabo požre? To pa to, da je po noč kar v vas luč ugasne, še javno malo pokur, tako da včasih nam še ven vrže, varovalko. A to je pa ta drug laser, Hamada? Ja, ta je novejši Hamada fiber laser, je precej hitrejši za tanke pločevine, reže tudi debele, ima pa tudi vključen, je precej modernejši, ima avtomatiziran paleten stolp, da avtomatsko izmenjava. S tem praktično lahko delamo čez cel vikend,
brez da bi človek bil zraven prisoten, čeprav vedno je neki nadzor prisoten, ampak je res taka hitra napredna tehnologija. Tega ni pa dosti materijala not, ki pa manj to vse. Ja, ta zalogovnik je res kar velik, tako da rab dosti materijala notno našibati, če čez da cel vikend dela ali pa saj eno izmeno ali pa dve. Da vidimo, kaj imaš kaj od materijala. A to imaš več ali manj sam za laser, ali kaj imaš to vse poje? Ja, tukaj je v glavnem pločevina, ki gre večinoma od 99% na laser. V teh prvih delih imamo barvno kovino, aluminij pa rostfraj. Tega rabimo tudi veliko za storitve, ni toliko za kmetijsko mehanizacijo, pri česalu naprimer je sam želez, če tako rečemo. Tam naprej dol je pa v glavnem železje, tako da imamo na zalog kar nekaj materijala, bom rekel par 100 ton. Tlele je kar videti, je kar navožen. Pa kaj imaš to po različnih debelinah, po materijalah, kaj imaš to vse? V bistvu je vse, želez imamo vse S355 kvaliteto, to pomeni, da ima v trše, ima v boljše od navadenega, ki ga uporabljamo za kmetijsko mehanizacijo. Drugače so pa še formati različni, večinoma standarden format je 1,5 na 3, potlej so pa še 1,25 x 2,5, pa še po debelinah različni formati, tako da je treba kar, če hočemo biti hitri pa dobri, moramo kar dosti stvari imeti na lagerju. Ko pa je tola? Ja, tole, ta debela pločevina jo rabimo tudi pri kmetijski mehanizaciji, sicer pri česalah ne, ampak vse pa rab pri raznih drugih strojah, tako da jo moramo tudi imeti. No. Daj me povej, kako ti tole sploh odrežeš, koliko je pa to debelina, no? Ja, 5 centimetrov. Ta je 50, 40, 45, dobro, tle imamo napisan. Malo imamo še augenmasa, drugače pravimo, da moramo augenmas imeti. Šlosarje mora nadelati vedeti, koliko je to 5 pa 10 pa. Da je že kuj vid. Tako da to pa režemo na plamenski rezalnik, greva pa kar pogledati, kje to zrežemo. Pojva, se tlele vidim, da imaš tudi že nekose, precej debele narezane. Ja, evo, to smo že zrezali, zdaj pa režemo 40-ko. Aja, takola. Pa kukar je debel tudi hitro reže. To kar dosti hitro reže, ja, saj pravim, recimo debelina šoba je pomembna, glede na debelino materijala. To pa malo pogrejeti, veliko nosa energije, veliko energije pa to se zraven malo pogreje. Tlele je pa ponudca, ja. Ja, to je pa končen izdelek, ta je že uhlajen, drugače je kar precej vroč, tako da tudi odrez zelo pravokoten, natančen. Razigljavajo, v bistvu razigla rok od laserja. A to pa da se naorižeš na rok? To zato, da ni oster rok, ja, pa v bistvu barva se tudi bolj prime na robovo. Tola je razigla. V robovah? Ja. A to sam pa enot postaviš takola? Evo, to je zdaj pa raziglan rok, tako da se v bistvu to je zaprčesala una ročka, ki štelamo na klon špic. Kaj imaš tlela? To je pa voden filter, zato ker krtače raziglujejo, v bistvu letijo iskre, pa to direktno voden filter pa da prečiščuje, da smo tudi ekološko, da ne onesnažujemo preveč okolja. Direkt iz laserja na upkante, a kaj imaš to nevelike mašinerije? Ja, tle je zdaj v bistvu predelava v telem, če pri tem mašin začneva so škarje za razrez pločevine, to zdaj, kar imamo laser, je zelo malo pride v poštev. Tudi rdeča mašina je upkant, tudi že malo starejši, ampak je že tudi CNC, numerično krmiljen. Zraven ta rdeča je nova, upkant za avtomatsko menjavo orodja, to je za precej učinkovitejša, hitra rešitev, je 100-tonska, ta je pa 4-metrska, pa 320-tonska, ta je v bistvu najnovejša, ne najnovejša, najmočnejša, največja, delamo pa vse sorte na njo. Tako da v tej delavnici pa je še štanca, ki se tudi občasno rab,
pa hidravlična priša, pa te dve štance, pa ena prebijalka, taka MC. Tako da v bistvu tle noter ni toliko živahno, je pa zelo pomemben del procesa celotne tehnologije. Ti kva pa če bi šla še to nama pogledat, ki je aktivna? Ja, greva kar pogledat, zdaj na tole, dale lih kar vemo, bo Dan je povedal, kva krivi, pa kako to poteka, pa laufa. Dani, pozdravljen! Živ! Evo, tukaj imamo krivljanje, kot je že povedal šef. Se pravi, jaz dobim komad iz laserja, tukaj je pol naslednja postaja. Tole recimo dobim risbo, najdeš program, tule imam že za laufanga, tega sicer ne. Potem imaš tukaj urodje, to sem ga že predhodno izbral, se pravi, ta pravi urodje za krivljanje. A to je ta zadeva, ki tam le horu pita? To je to. A takale ti dobiš? Iz laserja? Dobim, rata pa pol tole na koncu. Aha, kola zakrivljen. Tako, Kaj je to 4x krivljen? 4krat, ja. 4 korake imam, tako da enega kar naredila. Ne? Dajva, daj. No, pa pojmo. Zdaj, imamo zdaj prvi korak. Potem tudi malo preverimo. Imamo drugi korak. Samo držiš, ona stisne do konca, gre samo gor. Aha. Pa malo pa klele si pa malo z vinklam pomagam, ker imam okroglino, Aha. nimam kaj. A ja, točno. Tako, spustimo vinkl zraven na to. Tretji korak. Obrnemo. Imamo četrti korak. Aha. Evo ga, to je to. Kola pa je to pride? To je to. Ti Dani, kaj pa če vse smeh ne probal, no? Kamoč. Boš naučil? Pojva. Kaj pa če ga zajebam? Ja, ni fajn. Ni fajn. Ja, kjerkrat sploh, da pa to Da pa te ostane pa ne grejo, ne? Ni računice. ni računice. Jaz sem vedel, da ste bolj skola Tako rusko, ja. Tole, nekaj prste. Isto, čeprav za dol. Pa samo do konca. Tako, majhen preverila kotek, če je kakšno odstotane, če je to no, evo. A manj ga da vidiš. Če zdaj smo mi dva prišla korekcijo pogledati. Vse dela, zdaj kot ni to pravo, ne? Global Corrections, tak, dala minus 4 stopine, potrdva. In zdaj je vse korake v programu spremenil, da bo za 4 stopine ga bolj stisnil. Ja, to ima samo močne pritisne, a kva? A kaj drugega? Malo več ga da spusti, malo več hoda ima hodor. Čaka pa tudi kva še enkrat isto. In naže pa skozi isto, pa zigra pa isto. Tega le kar not v prizmo, Bolj kot škola. tole, pa spustila dol. Tega pa kar najbolj, da ga dvigneva na nož. Ali pa to bo. To je to, vinkl. Zdaj mora biti, ne? Upajmo. Mejhen zor. Tam li gledam tira urodja, ki so. A ti to vse z eno priličavaš, kaj veš, kako je to? Urodje je zdaj dosti. A je? Gremo kar kele stopil zdaj le. Daj mi malo pokaži, da vidimo, kako je. Igor, ti malo povedal? Evo, tle so pa različna orodja, imamo sicer kar tako po škatlah, tako da je vsak orodje, čak zdaj bom enega malo lažjega ven vzel, da ni pretežek. So recimo različne dolžine, različni utori, različne debeline, tako da brez tega je mašina neuporabna. Ne? Material je prištiman, laser ga je odrezal, pokrivljanje, da gremo pa pogledati, kako izgleda postopek pred robotom, preden začne to orenk variti. Na teh mestih ročno sestavimo, skupaj složimo na mero ali na varilnih mizah ali pa na šablonah, zato da je pač za robota pripravljen. A tako izgledajo ti sorovce naložen, Tako ja. pa gor shvada pa majhna prpika. Ja, to se lepo da v vinkl, lepo se v mero paše, pa se poda kaj naprej za robota, Aha, da je prištiman. ne, da se poštima. No pojmo, da je robota pogleda, da vidimo, kva to deva, kva to švasa. Zdaj imamo v bistvu dve postaje na robotskih celic, levo, desno, pomeni, da na eni švasamo, na drug pa pripravljamo, opinamo pa izpinamo komade. Tako da je efekt 100% izkoriščeno, zdaj pač čim hitreje, da se čim bolj efektivno švasa. Pojdi, Gašpar, boš mu povedal. Vidva se že poznavam, kad smo v Brnenskem na MotoGP-ju. Noroj bo, noro. Evo, to imamo spodnji priključek za česav, dva komada, hitre opanjalne mize. To so namenjene za groben izdelek, lahko gor damo
trenutno se pravi česal, je pa to zelo fleksibilna zadeva, hitra genialna. Imamo razne pripomočke, sestavimo pa je lahko mrske gor, se pravi, tako da je ogromen izdelkov damo na to mizo. A tle imaš lih upetje v česala tola? Ja, to je spodom priključek česala, ja. Ti, kaj pa poje, kaj je tola se švasan, a se to pa greš trikata sestavljati, tako to divajo naprej poje? Ja, naprej gremo, pa je to že kar pripravljen za lakiranje, montažo, tako da moš le kar peskanje pogledati, kako se to speska, zlakira pa sestav do končnega izdelka. Še en konc enega česala. Igor, kaj imamo pa to? To so pa te litve, ki pridejo perisa noter, v bistvu največ elementov kosov, tako da tega je ogromno česal, ogromno letev, sem šopa. Še malo pa v česal narejen, še malo. Tle imaš pa urenk paskalno komoro, ega. Ja, evo, tle gre zdaj česal naprej, pride, peskamo, tle poteka v bistvu ročno obešanje kosov, komora je taka zaprta, se pravi, ko te kose noter zapeljamo, se pa avtomatsko samodejno speskajo, bomo dale videli, kako poteka. Je pa dejansko treba, če so manjši kosi, jih ročno obešamo, če so pa večji, jih pa s kaveljem, z verigam, z dvigalom, dvignemo pa noter zapeljamo. Paziti moramo pa, da se ne prekrivajo preveč, da ni, v bistvu, da se res povsod popeska, da je površina vsa očiščena. Ta površina nam zagotavlja res kvaliteten oprijem barvanja. Barvanje bomo pa, lakiranje bomo naprej pogledali, tako da bi rekel, zaščita ali pa priprava površine pred barvarjem bolj že ne more biti, kot je takole. Evo, dale bo pa ščit v... Pa se fan motorje slišijo. Tlele so elektromotorja, ker not poje pikajo. Not se pa tista roka vrti okoli, da je okoli in okoli speskan. A tako je tole, ki je speskan? Evo, ja, to je zdaj peskana površina, tako da je res čisto, tudi povsod zadet, to se vrti. Zdaj pa zvonc naredi, da se pa slišal nov. Kar švicarska kravja zvon. Tako da to pa ročno dol poberemo in je pripravljen za lakiranje. Ti koliko pa tole enega peska požreja, kva imaš to sploh not? Pesek je drobljenc ali pa jeklen granulat, kaj pogledava, lej. Ga je cirka 7-8 ton je peska noter, ki skozi krož pa se separira. To se pravi, speskan imamo, da je pa v štriharijo, a kam? Tako, še na lakiranje, tle naprej. Da vidimo, kako se lakira. V komoro, Ega, v komoro. Tle imamo lakiranje, zdaj poteka lih črna, nekaj lakiramo, tako da je Živo. malo. A na roke pa kvalitetna? Kako pa gre, dobro? A tale komora je pa fora, da ni kakšnih delcev not, pa da imaš to fajn gorko? Sušilna, pa filtre zgori, spodaj pa pretok zraka. Aha, to se pravi profi zadeva. Tako, mora biti. Takole jih tudi sušimo, odložimo, ko so pobarvan, ko pridejo z lakirance ven, pa čaka za montažo. Nekaj jih odložimo, večje kose odkladamo z dvigalom, manjše pa obešamo, da se do konca posuši, ker te mokre barve traja, kljub temu, da jih v komori lakiramo, traja kar nekaj časa, da grejo vsa topila ven, da se utrdi, da je trdno za montažo. A takole pa zgleda iz ozadja? Ja, to je mešalen sistem, se pravi za APB komponente, za naš lakiranje.
V bistvu imamo tle 3 črpalke, zato 3, da imamo stalno pripravljene 3 barve, da lahko hitro zamenjamo med recimo rdečo, modro ali pa srebrno. Ta srce skrbi za to, da se v pravem razmerju mešata že na pištoli, ko vidimo tam na pištoli, ko lakira, da se v pravem razmerju zmešata A pa B komponenta in je to preko res pa kakovosten nanos. A to lepo je tako s hubuka fletna ven vleče? To ja, črpalke vlečejo ven, tudi se veh leti, pa na pištol. V bistvu se od računalnika naprej zmeša A pa B komponenta, ne, do tamle, do računalnika sta pa vsaka zase. Kje imaš pa skladišče pa tila farbe? Tu imamo pa tle zraven, greva pogledati. Imamo pa nekaj barve zmeraj na lagerju, da smo hitri, učinkoviti, da proces teče. Ko imaš hubuke? Barva v hobukah, v glavnem 20 litrski. V glavnem imamo osnovno našo barvo rdečo, modro, vedno dovolj na zalog, nekaj tudi črne pa srebrne. Pa A pa B komponenta pomeni, da je barva res kakovostna, odporna na UV, na mehansko, v glavnem primerna za tale naš česav, boljše ne more biti. Zdaj smo pa mi v skladišču, kar vidim. Ja, tle je skladišče delov, materialov, pol izdelkov so pripravljeni za montažo, ki jih rabimo pa izpodaj oziroma v montaži. Šplint, Marija. Kar ješčeš. To gledaj pa v celo življenjem pogubu. Ja, se kar gabejo, to je kar potrošen material. Ja. Paketne. To je tudi kva od brane? To je travniške brane. Za česala je na en polic, za kultivatorje, za brane na drug polic, za pluge, spinnerje na tretji polic, tako da je vse lepo ločen, pa gremo kar pogledat. Mogoče tle pri česalah, recimo osovine narejene, pripravljene za montažo. Ko pride stroj v montažo, tle samo naberemo določeno količino, kakor pač rabimo, pa montiramo. Sklop hidravlike, univerzalni standardni deli, razni nepovratni ventili, pretočni, tako da imamo na lagerju za takojšnjo montažo, da ni zastojev. Idela pa videti, da smo mi dva v montaž. Drži, evo, tle v tem modelu se montaža česala izvaja, zdaj kar živo par fantov dela, tako da imamo vso opremo, tle mora biti pogledava, pokosati, kako. Zdaj malo pokaž, kako to gre. Tega vidim, da je že ne 3/4 kup. Dal že dale malo fertik, še ena enota gor pride. Montaža poteka vsa ročno, prej smo imeli dele polakirane, zdaj pa tle imamo vse na kupu, tako da je vse pri rok, da hitro poteka. Greva vprašati Nejca, da vidimo. Aja, bo Nejc malo povedal, živ? Hvajdej, a boš malo povedal, kako postopek zgleda? Ja, bomo. Tle se zdaj nahajamo v naši mobilni montaži. Se pravi, tukaj začnemo s postopkom posameznih sestave segmenta, rabimo letvice, se pravi so številčine od 1 do 6. Pol nataknemo te nosilce letvic in pa nosilce samega segmenta. Na koncu pa še natikamo tele paresa gor, se pravi paresa se tudi razlikuje po debelini, zdaj odvisen kaj stranka naroči, kakšne ima zahteve. Pol pa mi to vse skupaj privijačimo in nataknemo takole, ko mi želimo tukaj se delati gor. Da skompletirate? Ja, skompletiramo na česav, poj pa prštiman za, se pravi, transport. Tako je. Pa za napole? Za napole, ja. Ti daj me povej, mora biti več zhvale, koliko je tile žbic na enmo elementa. A koliko jih je? Ja. To pa vem, se pravi, ene 70 zihar, 80. Kar nekaj, ja ne? Ja, veliko, ja. To je fan čiše. Ja, je treba kar to. Tako ja. Evo, tole gor zabijamo. Čakaj, tako lepo je, kaj imaš tile, vidim, da je še zabijaš, a spodaj pa prije kakšna štanca. Ja, spodaj imamo kletile štance, različne dimenzije, se pravi za posamezno letvico se tudi številčan, 6 levo, 1 desno, se pravi gleda se diagonalno. Aha. Na koncu pa tukaj še pride z spodnje strani ena razcepka noter,
Zdaj se vam kjer da tam na pol pokazali, da pač ta štangica ne pride, na koncu pa še samo peres zabijamo, da je to fiksen, da se kamor več ne premakne. Odlično, obvladaš ti to, Iha. Ja, Hvala lepa. hvala tebi. Pa tlej gre z teh enot, se tle sestav, kot so že prej videla, vsak česav se še hidravlika sproba, pa te osnovne funkcije se sproba, da to funkcionira, preden gre na pole. Je to sigurno praviš? Da je to zihar. No, vidiš, fun. Tala bo vsak sajt konc. Koliko je tala metrska? 6 6. metrov, tam ima 3 enote po 2 metra. Drugače so pa še rdeče enote, imamo v bistvu samo meter pa pol pa 2 metra, pa kombiniramo različne česala, 2 metra, 3 metre, 4 pa pol, 6 metrov, 9 metrov pa 12 metrov. 12 je največji. Tela pa že enega čisto sestavljenega vidim. Ta je 9 metrski, ja, je že pripravljen za stranko, tako da gre zdaj z montaže, smo ga zmontirali, gre že direkt v stranki. Je pa 9 metrski, to je ena posebnost, je tudi, zdaj so novejši zadnji modeli, imajo hidravlično nastavitev naklona peres, tako da to je kar, bi rekel, napredna, dobrodošla sprememba pri teh česalah. Kar še ne čakal. Aj Simon Viličarja? Ja, Simon, naš šofer, skladiščnik. Šofer že je. Ja, Simon vlada vse živo. Do mene je že parkrat pripeljal malo tvoje mehanizacije. Ja, seveda, saj nekaj smo že naredili. Ne, nekaj se je že dogajal. Naš kamion naložemo, pelamo, schija pa vam tudi lahko razložemo brez problema. Sicer tale je kar velik, tega ne moremo. Je prevelik za hijab. Še malo. Dobar, počas dol. Kaj Simon, tola še pogurtneš, pa kva, do stranke, a kam to peleš? Ja, pa imamo pa pri Štajerskem. A pa ima skozi pestro. Skozi se kaj dogaja. Prav je, da če greš v Graben, moraš še sam gor ostati. Res je. Mora na kasulu ostati, ja. Tako je. Tala gre do stranke, ampak ti vem, da imaš cel kabenih strojev, tudi narejenih že. Kam pa gre ostalo pa še tudi? Ja, ostalo pa, če ni kuj odpreme tisti moment ali pa v parah dneh imamo pa skladiše, pa jih postavimo v lepo šotor na suh. Moš to kaj pokazal, da še? Ja, pojva pogledat še Dej. skladiše. Da vidimo, šis, da sfiniširamo. Kršu, ne čakal. Tako je. Evo Igor, odpre. Evo. Pa malo pogledava. Dajmo malo pogledati, kva se pri tem sploh dobi, da malo vidimo, kva ponujaš, da ljudje vedle, pa jaz tudi. Se pravi, česala različne širine, od tamalih od 2 metra do 12 metrov. Pa imamo pa tle travniške brane, so pa tudi različne širine. Ta recimo 6 metrska, tale je 4 metrska, 4 metre je ročno ali pa hidravlično, pa vse dol do 2 metrskih oziroma tamale delamo tudi za gorske kosilence, ki ima laurih ali pa recimo rapid. Pa naprej imamo vilce za bale, tle so samo kiprce, to so bolj en osnoven model, imamo pa še več modelov vilc za bale. Roller, valar, za žita, travanke valat, različne širine, tale tle je 2 metra pa pol. Se pa nafila z vodo ali pa s suhomilko, najbolje suhomilka, da je voda ni pozim problem. Kaj imamo tlele, kultivatorje? Ja, to so pa še v reku čisto prvi produkt, nespremenjen. Tle so pripravljeni tudi za odpremo, različne širine od tamalih pa tanke do 3 metre. To, bom rekel, priključek še vedno aktualen, še vedno v uporabi na precej kmetijah. Jih pa recimo precej prodamo na južna tržišča, Srbija, Hrvaška, Makedonija, nekaj. Plato je, ja, lauder po imenu, bolj močna izvedba, masivna, tako da je tudi za traktorje nekje od 70-80 konj naprej. Čeprav je 2 metrska, ampak globine so vse precej globoke, tako da je to res taka močna reč, okoli 450-500 kg tehta. Je pa tudi za nakladalca, kaj pripneš na nakladalca. A ja, imaš evro priklop? Evro priklop, tako da pa še to tudi, ja. Grinder. Grinder, to je začelno hidravliko ali? Za odspredaj, ja, samo odspredaj, to gre vedno na brazde, na urano nivo. Predvsej mešajo stranke ljudje, da bi s temole
tako minimalno obdelavo ta del, ampak to ne gre, to na strniše ali pa na koruzanco, to ne naredi nič skoraj. To je v bistvu spredaj drobi zemljo, grude, v glavnem na urano nivo gre to. Sem te z urano. Hidravlično nastavitev Aj to je za tole. ogledala, to je zakonsko v tujini že kar precej obvezno, pri nas še ni. Evo, Terrasoftarja, tole smo imeli tudi že pri 5, takrat smo s Finland divali. Ta je ta močna izvedba, tle telažjih nimava, tako da je to mora kar traktorji od 100 konj naprej biti. Pa tam je do 200, če je trovrsten, 3-metrski, rab res veliko moč. Sploh, če so te lastovke gor, če so te široke, recimo te so 330 široke, to je kar veliko zemlje, veliko sile treba. Pri Terrasoftarjah so recimo tudi različni vali, tle gor vidiš je V-val, zadaj so poravnalni diski, pa imaš pa varianto z vzmetenim nogam ali pa tam zraven pa s fiksnim nogam. To se pravi, nek te šrauf utrhati, lela se pa feeder umakne. Tako, tako. Ta je rekel, če so težji tereni pa veliko kamna, kakšne žive skale noter, obvezno ta je varianta. Drugače na vse te Terrasoftarje, ta ima mehansko sejalnico gor, imamo potlej izvedbo z mehansko sejalnico ali pa s pnevmatsko. Pnevmatske ugrajujemo v DAP-ja, v glavnem za ozelenitve, a ne to za setu, za žito pa za koruzo to ne pride v poštev. Soiler. Tale soiler je 3-metrski, imava ta močne izvedbe, zraven imaš pa še ta švohno izvedbo, manjša, švohnejša, čeprav diski pa učinkovitost je enaka, tam ima v osnovi že malo manj opreme, tam imamo več opreme, pa več variant valjev gor. Ti sam se to pa tudi ni vse, jaz sem mu zadnjo en pluh prbajt. Ja, pluge imamo pa tudi, imamo še pluge spinner multi, pa planerje, unek se okoli vrtijo, tistih pa ni tle v temo skladiš. So pa, rekel, tudi različne variante, ampak za domačo uporabo, za sneg, za zemljo, za koruzo, vso to variante lahko uporabljaš. Igor, hvala lepa, da smo malo razkazali proizvodno, pa tvoje proizvode, kva se vse dobi, tako da te tudi vi malo vedeli, kako pri njemu to odivajo, kako izdelek naredijo. Hvala tebi tudi za prispevek, pa upam, da glede na to, da že zdaj en let sodelujemo, da bomo še kaj naprej naredili, pa do nadaljnega pa živ! Igor, kva pa divaš gor? Gledam, če vse drži, če še žleb puša. Ptičja perspektiva, Nekaj takega, ja.